Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 23. april 2025. Z vami sem Mitja Sagaj. V nadaljevanju. Bili smo na literarnem večeru mlade mariborske scene v Vetrincu. Bil je to neki drugi Maribor. Jana Juvan je na kafe povabila sinologinjo in filozofinjo Ano Presker, ki ustvarja nakit in živi med Baljem in Mariborom. Planinske koče na Koroškem vstopajo v poletno sezono z novostmi in optimizmom. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Petkov večer za literaturo, in to mlado literaturo. Ja, v Mariboru je ta termin že dolgo rezerviran tudi za to. Bil je to petkov večer v Vetrincu. In kot so zapisali avtorji dogodka v vabilu, citiram: "Znova je tu naše majhno, vendar vse bolj pomembno zatočišče. Majhno, osvobojeno ozemlje za poezijo, prozo in dramatiko. Tokrat v preddnevih svetovnega dneva knjige in avtorskih pravic." Udeležila se ga je Petra Vidali, urednica kulture na Večeru, ki je zdaj z menoj v studiu. Zdrav, Petra. Zdrav, Mitja. Navdušena si prišla z literarnega večera mlade mariborske scene. Da je to nek drugi Maribor, ugotavljaš. Spomniš sicer tudi na literarno delavnico na drugi gimnaziji, ki se je vedno dogajala takrat, ko gredo drugi mladi na žur. In opomniš, da to ne pomeni, da mladi, ki so hodili na delavnico, niso šli potem na žur. Pomeni pa, da so imeli žur tudi pred običajnim žurom. Pišeš, kakšen je bil torej ta petkov predžur in predvsem kakšno pomembno sporočilo današnji družbi hitrih površinskih vsebin prinaša? Zdravo. Ja, tako je. Mislim, jaz sem vedela, da so od nekdaj na drugi gimnaziji imeli te literarne delavnice ob petkih zvečer, ker je to še vodila profesorica in pesnica Danica Križanič-Miller. In so tja hodili recimo danes že zelo znani literati, Nataša Kramberger, Ana Svetelj, to so vse proizvodi, Nina Medved, to so vse proizvodi te krasne literarne delavnice. No in Nina Medved zdaj vodi sedanjo literarno delavnico na drugi gimnaziji in ona je pravzaprav tudi duša teh literarcev, je bila tega literarca v petek zvečer. Jaz sem vse to vedela in predstavljala sem si, da se morajo imeti fino, ker kdo bi se pa hotel matrati pač v petek zvečer. Ampak vseeno sem bila kar res, mislim, presenečena, pa na nek način tudi ganjena. Vsi smo bili utrujeni od celega tedna, ampak ko vidiš to energijo, pa to zdaj ne vem, mislim, brez veze malo govoriti o mladostni energiji, pa kako je to, ampak v bistvu je, kot sem že, jaz se tudi vse življenje se ukvarjam pravzaprav na nek način z umetnostjo, pa s kulturo, pa, ampak to je bil eden tistih momentov, ko jih gledaš, pa poslušaš, pa rečeš, pa ja, res je pomembno to. Pomembna je literatura, pomembna je umetnost, pa pomembno je, da pravzaprav tudi mediji to spremljamo, no. Se mi je zdelo pač, da resno, da je bil tak večer. Super, prava energija, tudi prizorišče premiere knjižnega prvenca Mile Kodrič-Cizelj je bil ta petkov dogodek, ne? Razlogov za praznovanje pa je bilo še več, pišeš, tudi 2 luni sta zasijali ta večer, povej nam kaj več. Ja, ta prvenec bomo še prebrali, bomo naredili kak pogovor s pesnico, o tem bomo kaj več, mislim pa, da je sijajno, gotovo je to, da je to odlična poezija, pravzaprav argument za to je ne samo prvenec Mile Kodrič-Cizelj, ampak je pravzaprav tudi prvenec 2 lun Zavoda za poetizacijo sveta, kot se imenuje, to je dejansko društvo Nine Medved, sklepam. In to je prva knjiga, ki so jo izdali. Tako da se mi zdi, da že to, da se dobi, da pravzaprav pride naslednja še ena založba, ki se bo ukvarjala s poezijo, s to zelo neprofitabilno dejavnostjo in da posebej, da bo to verjetno, da bo to mladi mariborske avtorice in avtorji, se mi zdi zelo fina stvar. Tudi sicer bi rekla to, da so bile res tudi, nastopalo je pa več mladih, ne samo Mila Kodrič-Cizelj, in se mi zdi, to so bile tudi čisto druge teme in odnos do sveta, mislim, saj vsi govorimo o tem, te teme, ki so zdaj povsod popularne, povsod imamo, ne vem, ekokritično literaturo, povsod se vsi naenkrat zavedamo drugih živih bitij. Ampak mislim, da je pri mladih to bistveno drugače, v bistvu vidiš, da oni torej živijo.
Super, odlično. Če se samo na to še naveževa za konec, kako torej zdaj ta literarni, ki očitno ni samo literarni virus, če temu tako rečem, kar najbolj učinkovito razširiti, meniš, da bo ta vselej omejen le na ozko skupino podobno mislečih, ali se lahko nadejamo kakšne spet v navednicah epidemije, omenjaš novo založbo ali kako gibanje, ne vem. Mislim, čeprav se pravi, jaz sem bila to ganjena, pa mogoče malo romantiziran, ko govorimo o nekem drugem Mariboru. Hkrati, ko pa tako idealiziram, pa se mi zdaj vseeno, sem še kar realistka. Ne? In zdaj jaz ne mislim, da bo nova epidemija, mislim, bilo bi super, ampak pa tudi ne, skrati pa ne mislim, da je to nekaj, kar je zmeraj rezervirano za elito. Ne gre za elito. To sploh ni, v nobenem primeru ne gre za elito. Prvič, to niso družbene elite, to niso gospodarske elite. To ne moreš, da so to, mislim, duhovne elite. Mislim, da se noben od umetnikov v tem smislu nima za elito. Ne? To pa če nek krok, jaz sem samo vesela, da so še, da z vsako novo generacijo ta virus še nekje pravzaprav se drži, se ohranja. Zdaj, ne bom napovedala, da se bo to razširilo. Super, dovolj za danes. Najlepša hvala, Petra. Prosim. Več preberite v Večeru in na večer.com. V rubriki Gremo na kafe je bila tokrat sogovornica Ana Presker, Mariborčanka, ki sicer ne pije kave in ki že leta živi med domačim krajem in Baljem, od koder je v središče Maribora prinesla idejo o trgovini Kos z rokodelskimi izdelki. Pogovarjali smo se o tem, kakšno je življenje na Balju, kakšno kavo pijejo tam, kakšna je razlika v šolstvu, kakšni so domačini in kako je bilo tam med pandemijo, kjer so za kazen recimo delali sklece ob cesti, pa tudi kakšne so njene želje za Maribor. Tako je povedala. Zdaj, trenutno smo tudi v situaciji in kaj si jaz želim za mesto, je, da se vsebina da mesto, ne? Kakršnakoli, ne? Ne rabi, mislim, tudi če bi bilo več kafičev ali pa bi bilo več kakih lušnih malih restauracij ali pa karkoli, ampak mislim, da bi tu predvsem, da to ne bo šlo spontano, da bo tu treba zakonsko po mojem začeti nekaj stvari spreminjati in da pač imamo dovolj nekih vzorcev, ki so že čez majo, bom rekla, ne? Ki bi se jih dalo mogoče malo preiskati in raziskati, no bom rekla, in mogoče vključiti kaj tudi do naše zakone. Ne? Ja, to si želim za mesto, da bi center oživel. No. Celoten pogovor ob kafeju preberite v Večeru in na vecer.com. Planinske koče na Koroškem se pripravljajo na poletno sezono z novimi pridobitvami in dogodki, ki bodo razveselili pohodnike. Dom na Uršlji gori bo z majem ponudil 6 novih sob z udobnimi posteljami, urejenimi sanitarijami in skupnim prostorom za druženja ter predavanja. Poleg čudovitih razgledov goste privabljajo tudi domače jedi in najvišje ležeči čebeljak v Sloveniji. Na obisk poleg vremena pozitivno vplivajo tudi dogodki, ki jih prirejajo na gori. Ljudje imajo radi, da se kaj dogaja, da se lahko podružijo, pravi Nejc Juvan, najemnik doma na Uršlji gori. Manj rožnata je slika na Peci, ker si zaradi posledic vetroloma oskrbniki še vedno ne morejo pomagati z žičnico ali dostopati po cesti. Vse moramo prinašati z nahrbtniki. Vsak naš član, ki gre proti domu na Peci, sabo nese 10 ali 15 kg hrane in pijače. V dolini imamo pripravljeno skladišče, kjer se roba baše in ko greš na Peco, neseš zraven poln nahrbtnik, ga razložiš na koči in greš naprej, pove predsednik Planinskega društva Mežica Andrej Mlinar, a kljub težavam načrtujejo celotedensko odprtje koče od 1. junija. Pretekla zima je bila težka za najemnici koče na Pikovem, a zdaj upata na dobro poletno sezono, vsaj takšno, kot je bila lanska. Poletna sezona se začenja 1. maja, goste pa vabijo raznolika kulinarična ponudba, urejen dostop in priljubljena hišna sladica Pikova dama. Več preberite v Večeru in na vecer.com. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 23. aprila 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Naročite se na Večer je zjutraj. Se beremo in slišimo.